dve besedi, ki zelo, zelo veliko povesta. Božje pomeni ne zemeljsko, ampak Božje, nadnaravno, nadzemeljsko, super, nekaj, kar si vsi želimo. Bivanje pa pomeni življenje, biti, živeti. In Božje bivanje je beseda, ki je drugačna kot zemeljsko bivanje. Zemeljsko bivanje vsi poznamo. Zemeljsko bivanje je bivanje na tej zemlji, kjer se dogaja marsikaj. Bolečine, prepiri, ločitve, žalosti, smrti, bolezni. To je zemeljsko bivanje. Imamo pa še eno bivanje, ki se mu reče Božje bivanje. Božje bivanje pomeni nadnaravno, ki pa je tukaj, zdaj, na zemlji. Biti na tej zemlji, ampak ne od te zemlje, je cilj vseh vernikov. Cilj vseh nas, ki si ne želimo smrti, ne bolezni, ne ločitev, ne vojen, tudi ne cepljenj. Božje bivanje je pravica vsakega izmed nas, da to živimo. In nihče, niti po ustavi, nam ne sme vzeti pravice, odločati, kaj bomo jedli, kaj bomo pili, kaj bomo mislili, kaj bomo delali, ker to je svobodna volja vsakega izmed nas, ki živimo na tej zemlji, ki bivamo tukaj. Ali bivamo v bolečinah, ali rojevamo v bolečinah, ali imamo zakone v bolečinah, ali živimo Božje sveto življenje. To je svobodna volja vseh nas. In kdor se odloči za Božje bivanje, je zmagovalec. Za njega se začne novo življenje. Tisto življenje, ki prinaša radost, mir, srečo, zdravje. Vse to, kar zemeljski ljudje negirajo, ne verjamejo. Nimajo spoznanja, da obstaja še nekaj več. Nekaj več, kot že poznajo. Ampak zato, ker tega ne poznajo, to ne pomeni, da tega ni. Je. Božje bivanje je možno tukaj zdaj, danes ta hip, za vsakega izmed nas. Kako? Preprosto. Sprejmemo to resnico, da smo res Božji otroci, ustvarjeni po Božji podobi, da imamo pravico in dolžnost živeti to, kar smo. Smo Božji otroci in lahko živimo Božje življenje. Sprejemamo Božjo resnico. Kam? V naše srce, v naš v naše roke, noge, v naše misli in čustva. Ja, ker obstaja Sveti Duh. Duh resnice, ki osvobaja. Duh resnice, ki ozdravlja. Duh resnice, ki nas popelje v Božje življenje tukaj na zemlji. In čeprav okrog nas divjajo viharji, okrog nas divjajo vojne, okrog nas so sodniki, tožniki, mi pa smo lahko v Božjem miru, v Božji radosti. Govoriti o rojstvu brez bolečin je pogum. Govoriti o brezpogojni ljubezni je pogum. Govoriti, da obstaja popolno zdravje v telesu, je modrost in tudi pogum. Od nekdaj so ubijali priroke, Božje otroke, celo našega zveličarja Jezusa Kristusa so križali, ker je živel Božje življenje na zemlji. In Jezus je opozoril svoje učence, tako kot so mene preganjali, bodo tudi vas. Vendar ne bojte se, ker jaz sem svet premagal z ljubeznijo. In boste odšli v Božje kraljestvo, tudi če vas ubijajo.
Ko so kamenjali Štefana, se je nad njim odprlo nebo in on je rekel: moj Bog, odpuščam jim, saj ne vedo, kaj delajo. In videl je odprto nebo in angele in Bog ga je vzel k sebi. Čeprav so ga ljudje zemeljsko kamenjali, križali, ubili, je on vedel, da za njega ni konec življenja. Imel je odprto nebo in na nebesih so ga čakali svetniki, Jezus in vsi sveti. Tudi tisti, ki sedaj na tej zemlji živimo sveto življenje, ki živimo resnico. Smo preganjani, res je. Smo zasmehovani, res je. Nerazumljeni, tudi to je res. Ampak obstaja resnica, ki je iznad zemeljska resnica. Resnica, ki nas osvobaja notranje, ki nas osvobaja v umu, ki nas osvobaja v telesu, da smo lahko na tej zemlji in vendar nismo več od te zemlje. Imamo notranji mir, imamo modrost, ki ni modrost tega sveta. Marsikdo reče: Božje modrosti ni na zemlji in Božji ljudje so za zemljane fanatiki, nepreštevni. Medtem ko za Božje ljudstvo pa so zemljani nespametni, ker ne sprejmejo te čudovite resnice, tega čudovitega evangelija, da imamo svobodno voljo izbrati sveto življenje, sveto bivanje, sveto radost, tukaj zdaj, danes, ta hip, ker je to že vse za nas narejeno tudi na zemlji. Sveti Duh je darilo, milostni dar za vse nas, ki si ga želimo, ki želimo nekaj več od svojega življenja, ki ne želimo biti slabe volje, ki ne želimo biti bolani, ki ne želimo smrti, ki ne želimo voje, ne želimo cepljenj, ne želimo tablet, ampak si želimo to, ker nam je dano z rojstvom tukaj zdaj na tej zemlji. Življenje polno radosti, ljubezni, sveto življenje, Božje bivanje. In kdorkoli to bivanje, kakorkoli uničuje, kakorkoli prepoveduje, ne bi bila rada v njihovi koži. Res ne, ker sami sebi pišejo veliko sodbo. Tisto sodbo, ki ni lepa. Kdor podpira Božje življenje, kdor podpira Božji narod, Božje ljudstvo, je blagoslovljen, je nagrajen z mirom, z radostjo, zdravjem. In kdorkoli, karkoli naredi za Božje kraljestvo tukaj zdaj na zemlji, je blagoslovljen, je srečen, je zdrav in biva Božje življenje. Tisto življenje, ki je neprecenljivo, lepo, ki se ga ne da kupiti z denarjem, ki se ga lahko sprejme, si ga živi in se ga daruje vsem bližnjim. Zato vse člane društva Beliš in vse dobronamerne ljudi spodbujam: bodite pogumni, povejte, kdo ste. Ste otroci Božji, ste otroci obljube, da lahko živite zdravo, srečno, blagoslovljeno življenje že tukaj zdaj. In ne samo danes, ampak vso večnost. In skupaj bomo Božji otroci ta planet spremenili v Božjo zemljo, v Božji planet, ker bojo lahko vsi, prav vsi, prebivali svoje Božje življenje. Hvala lepa za vašo pozornost.